In to je A to. misliš, da ni sama tvoja mama doma ostala pri tvoji tašči? Sem prepričana, da ne. Ja, ker v našem studiu. Adejno, kozalaš. Vid voditelj na Radiu Robin. No in fajn je bilo tudi, kot si že rekla, ko si začela na radiju. Kdo je bil takrat v etru s tabo? Kdo ti je delal družbo? Najdlje, moj najbolj dolgoleten partner je bil Rok Ostrež. No, ampak Rok, kako se ti spominjaš sodelovanje z Oto? A si sploh prišel do besede? Ja, veš kaj, konkurenca je bila kar huda, ampak mislim, da so bila oba precej na istih frekvenci in to je bil skozi boj med nama. Mislim, Ota je meni zdaj kot druga sestra. Ja. A se mogoče spomniš kakšne anekdote, sta kaj tacga ušpičila v vsej tej karieri? Ja, jaz se spomnim ene hude blamaže. Ne. To je bilo še zelo na začetku kariere, tudi Ota je bila še čist neznana in takrat so se zgodili Viktorji. To so bile včasih, ne vem, če se spomnite, take slovenske Oskarji, medijske nagrade. Ota je bila takrat nominirana za najradijsko osebnost, wow, ful dogodek. Saj, jaz sem bil spremljevalc, odpeljejo do Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer je bila glavna prireditev. In pred nama je bil v vrsti za to limuzino Jan Plestenjak. On gre do svoje limuzine, mi tam čakamo in nama začne na polno mahati. Kao, prita še vidva zraven. Ja, okej, v redu, ne, pa greva zraven, ne. Mi da se usedova tja noter. Ja, ne, ker je v bistvu on za nama kazal, očitno svoji spremljevalki. Moj bog, kako nama je bilo naroden, mi se še zdaj smejima temu. Je bilo res to? Res je bilo, veš kaj, bilo še ful grozen, sem imela ogromno obleko. Jaz sem se tako me izguzila v tisto avto. S kom najraje žuraš? So tle domačinke, goriške? One so carice. Aha. Ja, tudi tle je bilo že par zelo, zelo dobrih žurov. Ja, in slišal sem, da ste ene bestičke, ta glavne tle čez mejo v Gorici. Ja, seveda. Katere so to? A čez mejo si jih poklical, ali kaj? Bomo videli. Moja soseda, ali kaj? Katere sta? Ne, no, Barbie pa Andrejka. Andrejka in Barbie, ki pa sta v našem studiu! A kaj koze smota, ne? O moj bog, se že bojim, če bom prišel sploh do besede. Ne, lahko greš, ti dam dinarčki, greš kaj ven na kafe. Na kafe. Andrejka in Barbara, živijo. Katera? Andrejka, Barbara. Kdo je Ota? Ja, Ota je taka. Jaz se spomnim, ko sem jo prvič spoznala, sem si mislila, gospa z Ljubljane, prišla tlele, ne? Ja. In pol dejansko gotovim, da je tak preprost, fajn človek. Jaz si kar kmetica rečem, tako mi smo kar na domače, veš? Ja, mi smo tako grupo tudi na. Ja. Kako se kliče grupa? Sosede. Ja. Zdaj pa sem jaz pripravil še en hiter kviz, pa boste hitro odgovarjali. Katera prva povabi na kavo? Andrejka. Ja. Katera prva prismodi kosilo? To bom jaz. Žrtvuj se, javim. Katera bi prva poslala moža v nezlikani srajci v javnost? Jaz. Katera? Barbara. Ja. Katera je večja kvantrca? Vse tri. Vse tri, sej bo drž. Katera najlepše poje? Jaz ne. Katero bomo zapeli? Za prijatelje si je treba čas vzeti. Prav več glasno. Se poveseli. Sem tvoj. Ota Šircaroš. In Sandi More. No, evo, zdaj se bo soočila s podobnimi vprašanji, zate jih ima 8-letna Eva. Ajde. Pa dejmo slišati. A si v sorodu z najboljšo kuharico na svetu Ano Roš? A veš, da sva res, v bistvu smo vsi Roši, v žlahti. Očeta sta bila bratranca neka ta. Se poznava, tudi z Majo Roš so bili tudi sodelavki, njeno sestro na Pop TV. Tako da smo v žlahti, poznamo se. Si že poskusila njene specialitete? Ne, katastrofa, vem, nisem. A ja sem mislil, da so katastrofa. Ne. Gremo dalje. Ana, Zakaj po televiziji nočeš govoriti po goriško? Zakaj nočeš po televiziji govoriti po goriško? Ma, kaj ne znam. Ma ne znaš, daj povem en stavek. Ne, se znam. A veš, kaj je bilo najbolj hecno, ko so se z Borutom spoznavala in je imel recimo, ne vem, je prišel k meni na večero, se nekaj, kaj ne skuham. Ma, nisem šporhla, sem razmišljala, kaj je to, vegetarijanca, kaj mi hoče povedati, a veš, ne. Ota, kje sta se spoznala s tvojim Borutom? Sem veliko povedala, koliko sem stara, pa to leta 98 na Bolu na plaži.
Na Bolu. In da živita v Gorici, čez mejo, je to tvoj sanjski dom, si se znašla. Všeč mi je tukaj, rada imam Gorico, no meni je super. Super. Upam, da nisi preblizu tašče, ker to ni vedno najboljše. Elih prav, pa top taščo imam, tako da vse v redu. A res? Si slišal prej, v nedeljah je južna, zdaj sem z njene jote prišla. Zdaj si z njene jote prišla? Mamo sem pripeljala, da lahko zdaj malo not prinesejo ženske. A misliš, da ni sama tvoja mama doma ostala pri tvoji tašči? Sem prepričana, da ne. Ja, ker Tamara Širca je v našem studiu. Adejno! Kozalaš! Jaz mislim, da je tvoja mama sama ostala pri njej. Ne, mamile, če si varna, v redu je. Lepo pozdravljeni, Tamara, živijo. Kar tukaj na ta mikrofon, ja. Pozdravljeni. Živijo. Kako ste? Jaz zelo v redu. Lejo lisico. Ja, mimo grede, današnje druženje smo skoraj predstavili na jutri. Ko sem govoril s Tamaro, je rekla, ma jaz imam šele v četrtek zjutraj frizerja. Itak. Ali so bili nohti, Tamara? Ne, nohte imam lepe. Ja, sej vem. Ja. Evo, kakšna nevesta je Ota? Zelo fajn. Ja. Mi dve imava tak prijateljski odnos in že od začetka s celo družino, moram reči. Tudi z mamo in s tatem, res sestro, vsi smo zelo lepo se razumemo. Lepo povezani. Ja. A menda je vaš sin doma gospodinja, medtem ko Ota leži na kavču. Kako to komentirate? Tu ne bom potrdila, to so malo nakladali, je priden. Ja, ki sem ga dobro naučila, je res. Ja. In tudi še kot študent, ne, sicer zdaj govorimo o Oti, so imeli zelo lepo, ker sem šla z možem tudi kontrolirati. Ja, to je pa Franko poskrbel cimer njegov. A ja? Ne, moram reči, da tako, ko Borut v stroj posodo zloži, jaz ne znam, kam je vam vrže. Ma si ti kdaj igrala Tetris? Marija, dobro, zloži ti, te pustim. Ja, Tamara, prej ste že omenili, da spremljate, kaj o vaši nevesti Oti piše v mediji, je tako? Ja. No, in jaz sem zdaj izbral nekaj naslovov, vi pa jih boste pokomentirali. Okay. Ota, najfatalnejša ženska 2017. A ste bili ponosni, da je vaša nevesta najfatalnejša? Zelo je bila, mislim, tudi lepo uštimana. Ota Širca Roš v objemu drugega. O, Tamara, kako si vaša nevesta to dovoli, da skače po drugih, ko vaš sin doma čuva otroke? To sploh ni res, to je bil kakšen fake. Ne, sam kar je pa res, je pa zelo rada objemam. Ja, no, tako je prijateljsko. Ja, tako. Rok Ostreš je bil v tvojem objemu. Ja, tako. Ota Širca Roš kriva, da so prepovedali zabave. Ja. Pa se nisi party breakerca, kako je možno, da so v Števerjanu po novem prepovedane zabave? Ja, tudi tvoj sin je kriv. Mislim, da predvsem on. Jaz nisem bila toliko glasna kot on. A res? Ja, niso več. Kaj se je dogajalo? Veš kaj, Italijani, kdo bi si mislil, niso navajeni na slovensko žurersko dušo in telo. Mi smo tam se imeli zelo, zelo dobro, kar smo na glas sporočali, da so sosedne doline klicali karabinjerje in vse. Gospa je hodila okoli mene v italijanščini, jaz sem se pač odzivala, non capito, točno sem vedela, kaj je govorila. Dobro, non capito, no, italijano, no. In pač je bila žurka do zjutraj in nikoli več tam. Nikoli več, no evo. In še zadnji naslov, Ota ima žurersko taščo. Ja. To pa bo naslov v žurnal 24, no. Po tem dogodku. Pripravite se. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.